Začeli smo malo z zamudo, ker smo malo še počakali, da si pridejo. Ampak pozdravljeni v naši knjigarni. Še zmeraj smo tukaj, če ste nas iskali na Rimski 3. Danes imamo kot našo gostjo Laro Božak, za trenutek sem pozabila tvoj priimek. Opozorilo, moj glas je na koncu življenja. Tako da, če bom imel če kaj kašljati ali prekinjati, Laro, zelo se ti opravičujem. Imam čaj, imam septolete v žepi, mislim, da bo šlo. Za tiste, ki še ne poznate Lare, bom na hitro prebrala en zelo kratek življenjepis, da smo na jasnem, kaj Lara dela. Lara Božak se giba med poljem poezije in glasbe. Izdala je 2 pesniški zbirki z luknjami v prepihu in Kaplje, kaplje. Z luknjami v prepihu je bila v okviru 39. slovenskega knjižnega sejma nominirana za najboljši literarni prvenec in izbrana za kritiško obravnavo na festivalu Pranger. Obe zbirki pa sta zaživeli tudi v okviru avtorsko-besednega zvočnega performansa. Najnovejši projekt, ki nastaja skozi različna sodelovanja in se izvaja pod naslovom Kaplja bregove dere. Je članica mladega Pena in upravnega odbora Mire, ženskega odbora Slovenskega centra Pen. Kot pevka deluje tudi v etno-džezovskem duu Peta stran neba. Kot vidite, je Lara zelo vsestranska in se zelo veselim tega pogovora. Lara, hvala, da si prišla. Z veseljem. Lara je tudi moja prijateljica, živiva v istem študentskem domu, tako da bo tako malo bolj sproščeno. In to je moja najljubša knjigarna, tako da. Tako, evo. Za začetek bi te prosila, da prebereš nam par verzov, potem pa lahko gremo z vprašanji naprej. Okej. M, E. Babica. Prvič. Njegovi smolasti dotiki so bili praviloma napoved udarcev in prerokba vsega, kar je sledilo potem. Samo enkrat jo je spravil v resno zadrego. Ni prenesel, da ga ne bi pričakala doma. Zato jo je združenja članov pevskega zbora odgrabil domov, ponovil večerni ritual in naslednji dan kleče ponavljal, da ne bo nikoli več. Drugič. Vera in prijateljica istega imena sta ji velevali, naj pozabi. In je pozabila. Čeprav nam je bilo pri veruku povedano, da med vero in sosedovo vero zeva velika razlika. V ogledalu je opažala, kako skozi njeno lice pronica moder strah. Po nekaj dnevih luščenja v globino so se madeži ustalili v vijolični. Hladne barve v naravi dajejo vtis oddaljenosti. Vzbujale naj bi občutek stabilnosti in pomirjale. Želela si je, da bi enako obveljalo na platnu človeškega telesa. Veš, mladi bi morali več poslušati nas, stare ljudi. S kazalcem usodno pokaže od lica proti sencam. V naših glavah je modrost. Najljubša barva mojega očeta je vijolična. V njenih odtenkih si je opremil domačo pisarno. Tretjič. Nikoli ne bo pozabila, kako je psička ob njenem stopenju položila glavo na kolena in v enakem ritmu zavzdihovala z njo. Če ostaneš v njeni topli kuhinji, na kavi in dolgem pomenku, ti bo povedala, da je njena prva vnukinja dedku nekoč, ko se je ta nekam odpravljal, prinesla čevlje in ga obula sama. Bilo je prvič, da je od ganjenosti zajokal. Nihče ne ve, zakaj, ampak malčica je zajokala z njim. Babica je skozi leta dokončno ugotovila, da ji ni žal. Ponosna je, da je vzdržala. Ta stavek velikokrat ponavlja, včasih nekontrolirano. Da je bil sicer dober človek, na praznike pred zbranimi vnuki pojasnjuje le sin z domačo pisarno.
misel pospremi dolg premolk. Naše sape se potihem obarvajo vijolično. Kot cigaretni dim se razkadijo proti stropu in izginejo v steno. 4. Pristal je v bolnišnici in postavili so mu diagnozo. Žival, ki letno uklešči približno 10 milijonov ljudi. Ne glede na stadij, na tla vsak dan položi smrečje, da zadiši po smrti. Sirup smrekovih vršičkov pomaga pri kašlju, njihov vonj pomirja. Morda v tot, uvod v skorajšnji patos, stoično sprejemanje novic o smrti naših babic in dedkov, ki mu pravijo življenjskost. Ko sta se vrnila iz bolnišnice, jo je v solzah zibal na kolenih. Bilo je drugič, da je zajokal. Njegove ustnice so pomrmravale obžalovanja, pele so zbegano uspavanko. Njeno besedilo je obljubljalo, da se bosta odslej imela lepo. Zato nikoli nista imela dovolj časa. 5. Vijoličaste lise v lesenem parketu praskajo po naših stopalih, ko previdno stopamo po njih. Nenaslovljena. Ne vem, zakaj ste se po mojih mislih razleteli ravno sredi tega časa. Časa namesto linearnega, polnega krivin in zares. Telo se postavlja v pozicije in skulpture, prečesava prostorje, da bi se usedlo čim mehkeje. In ko rečemo telo, koliko morij lahko prečrpa telo? Ste tudi vi v mladosti nevoljo in njeno jin dvojčico strpali v bele mehurčke, takšne iz trdne medicinske tvarine. Trdnost, strukturo vsiliti v nepretočnost, ekces volje, nevolje strpati v prostor, proizvajanja prostorov, v vse prisotnost, vstaviti oporo vetra. Razširitev paradoksa. V meni ste tako občutljivi in krhki, da vas slom live moram napraviti v nekaj, kar vsaj odmeva iluzijo nepreklicno trdnega. Globok vdih in izdih ne razkoščičita zraka. Moram vas razbrati v kretnjah in času, v času in premikih, vohati črne na bež, eterične a lucidne. Shraniti vas moram v shirane trebuhe črnih resic. Nenavadno, misliti, da vam lahko pridem bliže, ker pestujemo enak mrest grenkobe. Misliti, da lahko v zavezi pripadanja za trenutek postanem rahlejša. Podleči temu fenomenu izven dvojine. Pripadati komu? Milnici, kapljam, poljem, vetru. Zaletavamo se drug v drugega, kot veter pomaje veje in ga one karambolirajo z vračanjem opore. Globok vdih in izdih ne razkoščičita zraka. Ne slišim se skozi tišino, zato vas ne slišim skozi tišino. Ampak tudi, ko je tišina, je glas. Vedno je glas. Vi ste zrak, jaz bom korenina. Nekoč. Najbrž. Rana je popkovina. Popkovina je način obstajanja. Variacije bivanja, čisto skupaj v pridotikih. V njihovi sredici pianissimo. Odriv naprej. To je to za prvi shod. Hvala. Torej, jaz sem si predstavljala, da bi imeli pogovor v tako dveh delih. Najprej te vprašam malo o zbirki, potem pa mogoče še malo o načinu pisanja, inspiracijah, tako. Tako da bi začela kar z najbolj, ko bi rekla, očitnim vprašanjem. Torej, zakaj je zbirka razdeljena na dva dela? Torej, imamo kaplje in tudi, ko beremo zbirko, opažamo, da imamo ene pesmi bolj fragmentarne, da so res kot kaplje po strani, ene so pa bolj lirične in daljše. Če nam poveš, zakaj. In
ja, kaj je bil razlog za te? No? Ja, res gre za nekakšno dvojno strukturo, oziroma za nekakšen odnos, jaz sem temu rekla kosti in hrustanca. Okay. Torej, ena skupina pesmi, torej nekatere pesmi so naslovljene, so zapisane z ločili, so bolj narativne in nekako zgodbeno zaokrožene. In obravnavajo bolj ali manj preteklost, torej usode mojih prednikov, prednic, to, kar smo zdaj poslušali, naprimer. Pa tudi neke stvari, ki bi lahko mogoče sodile v kategorijo sedanjosti, ampak se emocionalno čutijo kot stvar preteklega. Na drugi strani imamo pa nenaslovljene pesmi, te so zapisane v prostem verzu, torej nimajo ločil, so tudi bolj, kot si rekla, likovno, fragmentarne, bolj kapljajoče. Te pa obravnavajo sedanjost in so nekako, kot se urednik izrazi, mislim, da so nek občutenjski tok zbirke. In ja, v bistvu sem želela tako na ravni pesmi kot same strukture zbirke čim bolj ujeti ta nek naravni tok misli in percepcije, ker se mi zdi, da misel res ni linearna, skoraj nikoli. In da gre v bistvu za kvečjemu nek skupek fragmentov, ki na nek način prečijo več časovnih pasov, v smislu preteklost, sedanjost, prihodnost, pa če tudi na nezavedni ravni. In ja, usode mojih prednikov, predvsem prednic, ne dojemam tega kot nekaj, kar je popolnoma izolirano od moje sedanjosti, ampak ja, se mi zdi, da to, kar nosimo s seboj, naprimer neke teže, da to nekje butne ven in da pogosto butne ven v naših odnosih. Tako da ja, mislim, da je urednik tudi eno krasno prispodobo uporabil v spremni besedi. Če bi recimo z letalom preleteli strugo reke Mure in pogledali iz ptičje perspektive navzdol, bi videli ta glavni tok in potem mrtvice, ampak te mrtvice so ključni del Murinega ekosistema. To je zdaj bila taka ubeseditev, za lepšo razlago preberite spremno besedo. Ja, to sem tudi jaz opazila, da je razložil Zapuro. Torej, vse pa vedno nekako pride nazaj k vodi. Torej, to tudi tvoj urednik razloži v spremni besedi, torej, da je že veliko pesnikov povezalo naše bivanje z vodo. Bivanje ne obstaja brez vode. Ampak zakaj si ti osebno izbrala vodo? Zakaj voda? A je mogoče kaj s tem povezano, s tem spregovorom voda ima spomin? Ker se mi zdi, da velikokrat nekako z vodo prideš do spominov. Tako, kaj je bil tvoj pogled na vodo? No? Mogoče najprej povem to, da je bilo eno izmed nekih miselnih izhodišč za nastanek zbirke. To, da mislim oziroma bolj slutim, da se skozi družino v nas oblikuje nek zapis, ki nas potem zaznamuje skozi življenje in da se potem skozi ta zapis kdaj odzivamo na okolje. Zdaj nočem zveneti preveč deterministično, niti to pač znanstveno celoma ne drži, ker gre itak za eno široko mrežo dejavnikov, ki vplivajo na nas, ampak skratka, to je bil neko čutno izhodišče za pisanje. Po drugi strani je tu zgovorno dejstvo, da bi naj travme preživele generacije, ampak ja, kakorkoli. In v tem kontekstu se mi je zdela voda oziroma kaplja en tak super simbol za to medgeneracijsko prehajanje, za prenašanje nekih vzorcev, bolečine, brestov, grenkobe, kot zapišem, pa tudi nekih stvari z bolj pozitivno konotacijo. Tako da ja, voda me je res v več smislih nagovorila. To bi lahko res ogromno povedala. Ja, mislim, voda na nek način omogoča videnje, omogoča prehajanje, potem kaplja, po eni strani teži k spojitvi z drugo kapljo, po drugi strani pa lahko signalizira tudi nek čisto samosvoj, od okolja ločen mehurček. In to je tudi ena izmed osrednjih tem zbirke, ki stopi v ospredje predvsem v tem drugem dvojinskem delu, ta neka nezmožnost popolnega vstopa v drugega. Ja, pa tudi ta krožna narava vode, ta pregovor, ki si ga povedala, nisem ga imela eksplicitno v mislih, ampak ja, absolutno ima
povezavo vsebinsko? Vmes v sklopu pesmi z naslovom, če ga zdaj uspem, Izvinite, kakav je to jezik, ruski. Tukaj v tretji pesmi si tudi, to mi je bilo zelo zanimivo, ker si tudi nekako nakazala, da naj bi tudi skozi vodo oziroma skozi tukaj rečeš skozi pupkovino se prenašal tudi jezik. Sploh torej tukaj daš primer v prvi pesmi, o izkušnji, kjer je gospa nekako pričakovala, da boste znali njen jezik balkanski. Ali se ti to zdi tudi, da se prenaša skozi generacije, mogoče skozi vodo? Naši predniki so večinoma vsi znali srbo-hrvaško, moji starši znajo še zmeraj hrvaško, jaz na primer ne. Tako, kakšno imaš mnenje o tem? Ja, mislim, lahko bolj izhajam iz svoje izkušnje. Zdaj, pri meni ni to šlo naprej, nekako, čeprav v bistvu izhajam iz obmejnega kraja. Tako da ja, mislim, v nekem širšem ali pa nekem simbolnem smislu pa se mi zdi, da jezik kaplja. Ja, in se preobraža. Prenaša. Okej. Torej, mi je bil v zbirki najbolj fascinanten ritem. Sama nisem neka zelo izkušena bralka sploh sodobne poezije, ampak sem res z užitkom preizkusila nekaj novega. In me je zelo zanimal pač ritem in kako si pisala. In ker vem, da si tudi glasbenica, sem nekako opazila, da so presledki med besedami zelo različni. Ker neko daš po 3 presledke, neko 2, neko imaš besedo posebej v svoji vrstici. Malo me je spominjalo na notno črtovje ponekod, torej kot da daješ določene pavze, da so določene besede, ne vem, so četrtinke, polovinke. Si imela kaj takšnega v mislih ali je bilo to malo manj načrtovano, sem malo preveč pogledala v to? Glede tega so mi že marsikaj povedali, ampak notnega črtovja pa še ni noben omenil, tako da mi je to zelo zanimivo slišati. In ja, vizualno vidim tudi jaz to, ko si to ubesedila. Ja, v bistvu sem želela točno tako, kot si v bistvu poudarila, ritem. S tem nekako nakazati pulz branja, ker lahko seveda ritem zelo vpliva na pomensko raven. In ja, se pa zavedam nekaterim to pomaga, taki likovni posegi pri branju in pri pulzu branja, na katere pa mogoče to sem že slišala, no, ne ravno na primeru moje zbirke, ampak nekoga pa to celo zmoti, pa jim nekako zatika branje. Ampak ja, mislim, da so na primeru moje zbirke bolj poročali, no, da se poveže s pomensko ravnjo in da je mogoče lažje ujeti ta puls. Tako da ja, sem kapljajoče trgala besede tudi in zloge. Ja, nekako v skladu s tem, kar sem prej povedala, s to neko naravo vode. Sem pa tudi zdaj na primer opazila tale, ki si tudi zdaj brala tole pesem, ki ima ta razkoščičenje zraka. Je napisana 2-krat v pesmi, ampak vsakič drugače. Si pa obakrat prebrala približno podobno. Torej, a imaš kakšen, ne vem, kakšen način branja teh bolj fragmentiranih pesmi, ki se ti zdi, ne vem, pravilen, ali bere vsak tako, kot se njemu zdi? Si imela kakšen način na misli naprej v glavi? Ja, seveda lahko vsak bere to, kakor njemu pač se zahoče. Ampak ja, pri teh pesmih, ki so bolj likovno fragmentirane, bolj kapljajoče, velikokrat pride do teh večsmernih miselnih kolokacij in to potem, ko v živo berem pesmi, skušam na ta način prebrati. Torej, da se nek vers lahko bere tako v eno kot drugo smer ali pa celo v več smeri, ampak to pride do izraza potem bolj, ko v tišini beremo sami. Ja, mislim, te fragmentirane pesmi skušam, to predvsem zaživi potem v okviru teh besedno-zvočnih nastopov, skušam brati bolj ritmizirano. Ja. Okej.
sem pa še opazila, spet v smislu ritma, in tale pesem je zelo pritegnila mojo pozornost. Zdaj jo bom poskušala čim bolj hitro najti med vsemi mojimi listki. Tale, torej da jo tako pokažem. Torej nekako je vedno bolj blizu, torej imajo vedno manjše razmake. Jaz sem opazila, da je bila ta pesem tako kot malo, ko bi rekla, vedno bolj sem ratavala živčna, ko sem jo brala. Torej brala sem jo vedno bolj hitro, vedno zmeraj imam besed, zmeraj se mi zdelo, da mi zmanjkuje časa. Je bil to namen pri takih pesmih ali sem jaz narobe interpretirala, tako kaj nekako se ti je zdelo namenno? Točno to je bil namen. Super. Mislim, ne bralcev spraviti v anksioznost, ampak v bistvu nek čutni narativ je tu prav tak, no, da se neka, rečemo temu, anksioznost stopnjuje in smo potem skušali to likovno ponazoriti na ta način, da smo zgoščali verze. Je bilo pa to na tehnični ravni precej težko narediti. Si predstavljam. Jaz si nisem predstavljala, da je to težko narediti. Takrat smo potem še velikokrat popravili, ker sem želela, da se enakomerno ti razmiki potem manjšajo. Tako da ja. Zdaj, ko si omenila, kako pa je bilo tiskati to zbirko na tehnični ravni, je bilo zelo veliko teh, ko bi rekli, neujemajočih s tvojo predstavo, naprimer, ker si verjamem, da take stvari je precej lažje pisati na papir, kot stiskati. Ja, ni bila to najlažja stvar na svetu, sem mogla kar nekajkrat iti potem v tiskarno, da smo popravljali stvari, ker ni bilo pisano s tabulatorji v Wordu. Ti razmiki in lomljenje besed pa se je potem izkazalo za problematično na tej ravni, tako da smo potem velikokrat popravljali, pa da je na koncu bilo tako, kot je treba, ker je smiselno, da so ti razmiki poenoteni, da nek del besede pade točno ob drugo vrstico, naprimer. Okej, zanimivo. Torej, kje sem jaz ostala? Zanima me, če imaš torej vrstni red pesmi, kako si ga zbirala, torej kako si ugotovila, kaj je pravilni vrstni red in ali se ti zdi, da je to edini vrstni red ali bi lahko brali malo, ne vem, naprimer eno, potem eno zadaj, tako kako se, ker vem, da ene imaš oštevilčene, tiste si predstavljam, da je fajn, da so po vrsti, kaj pa ostale? Ja, jaz bi rekla, da je kar smiselno brati po vrsti, tudi glede na to, da je na nek način zastavljena zbirka krožno. S tem mislim prvo in zadnjo pesem, mislim, jaz tukaj nisem imela nekega posebnega procesa zlaganja pesmi v specifični vrstni red, kot je to bilo pri prvenki. Tam sem pisala neke eseje in v glavnem, skratka, eni taki malo čudaški procesi. Tu pa so pesmi kar nekako padle skupaj in na koncu sem spremenila po moje samo kakšni 2 pesmi, da sem zamenjala. Drugače so pa, težko to kot avtorica zracionaliziram, ampak so kar nekako padle skupaj, tako mi je bilo jasno, kaj želim in kak mora biti ta vrstni red pesmi. Si pa prej omenila, da je zbirka krožna. To sem še nekako povezala skupaj potem, ko sem brala urednikovo spremno besedo, torej na začetku imam tvoje posvetilo, potem imamo pa besede, mislim 2 črki M-E, potem čist na koncu, pri zadnji pesmi imamo pa V-A. Nam lahko malo poveš, kaj je bil nekako pomen za tem? Se pravi, na začetku imamo, da si še malo jaz odprem, M-E, kar je polovica beseda vame in to je prva oziroma zaključna beseda zbirke, vame. S tem, da sta zadnja glasova v A in sem dala me na začetek zbirke. Me se lahko bere tudi kot me ženske.
Za tem me, ki pride na začetku, v prvem sklopu se ukvarjam pretežno s prednicami, a ne. Tako da ja, sem želela skladno s to krožno naravo vode tudi to čisto prenesti v zbirko na ta način. Potem sem opazila pa še eno stvar, ki je ujela mojo pozornost. Se opravičujem. To je pa tale rdeča stran. Torej imamo rdečo stran na koncu in na začetku, potem je pa še tale vmes, skoraj pri koncu. A je to estetična izbira ali je kakšen večji pomen za tole rdečo stranjo? Ja, je. Ta rdeča stran bi nekako morala biti še bolj rdeča. Okay. Pa je potem malo nežno izpadla, no. Ampak ja, je z namenom not. Najprej mogoče, da povem, je bil namen te ilustracije, ki so tudi v zbirki, so potem prišle nekako kot odločitev čist pred zdajci. Najprej je bila ideja, da bi dali not pavs papirje, ker se mi zdi, da je tok vode nekako težko zamejiti, a ne, z neko tako bolj direktno podobo, in je bila ideja, da damo pavs papirje not na teh delih, kjer se na nek način preide v naslednji sklop, a ne. Ampak to tudi puščam odprto, ne, če se knjigo bere, kot da je razdeljena na sklope. Ta rdeča stran je pa nekako asimetrično umeščena not, kot si opazila. V tretjem sklopu, če se knjigo bere, kot da je razdeljena na sklope, imam na začetku pesemski cikel S temo raka, ne, ki nekako primetastazira iz prvega sklopa knjige. Potem pa iz tega cikla nekako s temi pesemskimi utrinki, ki pridejo za tem, iz te intimne bolečine nekako pridem v, mislim, da lahko temu rečem, kolektivna bolečina. In ja, ta rdeča stran tukaj signalizira ta teror in nasilje, ki smo mu priča zadnja leta. Okej. Počasi se bližamo tvojemu drugemu branju. Bi pa te še vprašala za eno temo, ki je meni zelo blizu, in to je bivanje kot študent. Torej proti koncu sem našla dve taki pesmi, kjer sem se zelo povezala z njimi. Torej, ena je prav o akademskem kolegiju, torej našem predragem domu, študentskem, tale pred njo. Pa mi je bilo zelo všeč, kako si nekako opisala, kako si poskušamo naš prostor, ki bo v prihodnosti naš dom, nekako izoblikovati tako, da bo nam udoben. In mi je bil zelo všeč tale vers v oklepaju: kopičim, da zrak ne bi ostal prazen. Se ti zdi, da je to bila rešitev na koncu? Ker jaz imam sobo polno vseh razglednic, tako kot si napisala, razglednic, plakatov, rožic, vsega, in se mi zdi, da je bolj poln prostor. Kaj se pa tebi zdi? Ja, moja soba je tudi polna razglednic Vem. in nekih zbirateljskih kotičkov. Ko bo proračun ne več študentski in večji, bo verjetno teh zbirateljskih kategorij še več. Ampak ja, mi to veliko pomeni, da se obdam s stvarmi, ki so mi drage in ki so mi tudi lepe, estetske. In se mi zdi, ja, da to vpliva na to, kako se počutim v nekem prostoru, tudi barve, a ne. Ja, skušam pa nekako skozi tudi čekirati, a bi bila okej, če vse te stvari naenkrat izginejo, ker se mi zdi, da je tu potem malo spolzek terena, ne, koliko je tvoje počutje odvisno od vseh teh materialnih stvari. Ampak ja, tudi če bi te stvari vse izginile, jaz bi bila okej, tako da mislim, da je to uspešna taktika in ja. Ja, res je, da ko prideš v tvojo sobo, je sploh, ne vem, je tako, ke je taka oranžna luč, se mi zdi, in te prav privabi v sobo, se mi zdi, da imaš res domače. Kako doživljaš zdaj to obdobje, ko nekako nimamo zares pravega doma? Malo smo pri domačih, malo smo tukaj, mogoče smo še na kakšnem kraju vmes. Se ti zdaj pogrešaš kakšno tako stalnost, ali se ti zdi, da ti je okej to malo prehajanje, ki je že tako nesigurno obdobje življenja? Tako, kaj se ti zdi?
Pa jaz sem kar našla stalnost v tej študentski sobi v Ljubljani, tako da niti nimam tega občutka neke liminalnosti, pa prehajanja, pa beganja sem in tja, čeprav sem tudi precej okoli. Ampak ja, mi je to, ja, ta prostor, ki ga imam v Ljubljani, mi je kar ena taka baza in čutim neko stabilnost v bistvu. Kakšni so bili pa občutki torej to je pa naslednja pesem, torej ko so konstantno grozili našemu akademskemu domu, da nas bodo selili. Kakšni so bili občutki takrat, vem, da opišeš zelo dobro trkanje na vrata, vsakič, ko je kurilna sezona tukaj. Zdaj sicer smo malo bolj na stabilnih tleh, kar se tega tiče, ampak kakšen ti je bil občutek, ko si nekako vedela, da lahko vsako leto ne bo več tega doma, no? Ja, absolutno se ni prijetno vseliti nekam, kjer ob selitvi dobiš pogodbo, ne, in moraš podpisati vselitev na lastno odgovornost, kadarkoli te lahko vržemo ven. Preprosto povedano. Ampak ja, zdaj je končno država za to poskrbela pred kratkim. Mislim, da je Levica to uredila. Tako da zdaj ni več negotovosti glede tega. Ja, hvala Bogu. Ja. Ja, potem pa sem v bistvu, kaj je bilo vprašanje. Ja, to je to, to je to. Okej, zdaj pa smo prišli od tvojega drugega branja, tako da potem pa še drugi sklop. Ujezi me, ko mi praviš o svoji prepričanosti, da bova skupaj celo življenje. O tem nimaš nobenega dvoma. Zmotilo bi me tudi, če bi trdil drugače. Kamorkoli grem, me spremljajo ptice. Od ranljivosti k rahlosti, najdaljši korak. Alenka Jovanovski. Molčanja poseljujejo butične hišice v najnih prenatrpanih telesih. So vodovod in ogrevanje zarjavelih neskladnosti. Gnetejo se eno preko drugega. Namesto naju hlastno zajemajo iz krožnikov. Kot poskus razritja. Kot humor, črni, ki ga tako ljubim in ga ti tako zelo ne. Bi se skoraj bodrila, ki izčrpanju vsebine krožnika zbož zlata ptička ali črni vran, kljuva režo med nama, da se zopet luščiva nekam v globino. Ne ločujem več med modricami na beli strani podlakti. Povsem so se pomešale, kot vzrok in posledice, kot se prepletajo rane, domnevno primarne s temi, ki ves čas in polagoma sledijo. Pod mesom drobencljajo v ravanah. Kot bi bilo povpraševanja veliko, zasegamo neomejene ponatise. A rana ni priročnik za samopomoč, da bi balansirala izložbe oceanov, teles. Zapisov podrasti sistema. Stare, trhle rane zamenjajo nove in svežina daje veter. Karkoli, le da se pritrdimo na veje, čakajoč, da se ulistamo. Čakajoč, ki živi v posebnem čustvenem razpoloženju zaradi stvari, ki se bo zgodila. Ko je posebnega čustvenega razpoloženja preveč, se vsak pršec spremeni v ploho, je vsak piš kaplja čez ocean, kaplja v ocean telesa in kaplja pred rami pršec, šok ob spoju s hladom, ki bi moral slediti. In ves zrak, ki sledi, je kanvas in na njem ples, salsa belih trakov, ki želijo spominjati na zastavice. In to ni praznični dekor, zlasti ker umanjkajo lučke. A ker sem skeptična,
do izražanja pripadnosti skozi občestvo simbolov, je točnejša diagnoza zraka, ki sledi, stanje notranjega monologa. Zrak na dialogi, notranji monolog. In to ni tišina, ker je tišina simbol. In ker je za tišino vedno glas, ki poleg zaprtih ran pod mesom drobencljav ravanah. Ampak kako torej ločevati ravane, modre od vijoličnih, vijolične od lokalno in ekološko pridelanih? Silje, skozi ves pastel oceana, skozi tvoj pacifistični ocean. Ko ga enkrat vidiš, ko ga enkrat slišiš, ko pride, ga nič lažje ne požreš. Pa še zadnja z tega sklopa. Nič ne bo iznenadnega izboljšanja, provizoričnega stanja, ki se je v očeh sveta najbrž že kar zasidralo. Čuječnega pogovora, ki naj bi razvozlal vse. Tam, kjer boli, se križajo naše prehodne meje. Koliko časa lahko človek miži, ne da bi videl meglice, stekla vitrine, telesa poblisnejo, dlan zdrsi, po mladi koži tipaš, sprehajaš rane. Ne okupirajo povrhnjice, vrnikole makadamije in begavi plameni, njihove barve in oblike, ki jih lahko le slutiš, ker niso besede tiste, ki razgaljajo. In ne moreš čisto stopiti. Je pogost pojav, ne le pri motrenju slik in pesmi, begavi, plameni, frnikole makadamije, razsute poprtih oceanov teles, se stikajo se, križajo, pri robovih zasvetijo, kot kresnice, med visokimi bilkami po noči, pravijo, da bodo kar ostale, da bodo kar ale. Hvala. Torej, kot sem že omenila, si tudi pevka v svojem duu. Zakaj si se odločila izražati torej to, kar si hotela povedati v tej knjigi, prav v obliki poezije? Zakaj ne v kakšni drugi literarni zvrsti, na primer? Ta vrata so sicer še odprta, mogoče pa me kdaj premami še kakšna druga literarna zvrst, ampak zaenkrat je zame poezija res tak najbolj zgoščen prostor refleksije in samorefleksije. V njej vidim tudi nekako največji upor proti hitenju, naglici, ker poezija se mi zdi, da najbolj od nas zahteva, da se ustavimo, da napnemo intelekt, čute in nas res pri sebi terja cele. In ko jo pišem, ko jo berem, se mi zdi, da vsi procesi z odemanjem, povezani z odemanjem poezije, da povzemajo to. O tem bi lahko zdaj precej dolgo govorila, zakaj je poezija, ne. Zdi se mi tudi poezija najboljši trening nekako za intelektualni pogum, zato da si ustvariš svojo interpretacijo nečesa, ker danes smo res neprestano bombardirani z nekimi dominantnimi diskurzi, a ne, v različnih pojavnostih in ti nas silijo, a ne, ti silijo misel v neko smer, neko že začrtano smer, a ne. Poezija pa nas sili v to, da iščemo neke nelinearne povezave, miselne nasploh, a ne. Pa se mi zdi, da tudi spodbuja neko kritično mišljenje, ker nas vadi v tem, da znamo brati med vrsticami. Dobesedno v tvojem primeru. Ja. Zanimivo. Kaj pa trenutno, na primer, rada prebiraš? Si bolj na poeziji, si bolj na kakšnih drugih literarnih zvrsteh? In koliko to vpliva na tvoje pisanje? Če bereš več poezije, opaziš, da morda malo poskušaš nekako narediti to, kar si prebrala, ali ne? Berem, ne bom rekla vse, ker moram še začeti brati stripe, ampak večino literarnih zvrsti.
Letos je to na to-do listu. Trenutno največ berem poezijo, ampak imam nekako izmenjujoča se obdobja. Potem kdaj tudi nekako bolj paše proza in sem nekaj časa bolj na romanih, nekaj časa bolj na humanistiki, filozofiji, vmes kakšne esejistične zbirke. Tako, no, vse berem. Potem je bilo pa vprašanje glede vpliva. Ne, da bi, mislim, na neki zavedni ravni ne bi rekla. Okay. Tudi nisem še slišala, no, da bi me kdo v kakšni literarni kritiki vzporejal direktno s kom. Okay. Ampak po moje, ja, nezavedno vplivamo nekako vsi eden na drugega, hočeš, nočeš, znotraj pač te literarne krajine, ne, beremo en drugega. Po moje, ja, vplivamo nekako en na drugega, ampak tako zdaj, da bi pa neko direktno povezavo imela ali pa željo se zgledovati po nekom, to nikakor je želja ustvariti nekaj unikatnega, ne pa se zgledovati, posnemati. Ali pa ustvarjati, ja. Zanima me tudi, kako je izgledal ta proces, torej pisanja tele zbirke, ki smo, kot že rekli, razdeljene na 2 dela. Kako je na primer izgledalo, kadar si pisala neko fragmentarno pesem, pa kako je izgledalo, ko si pisala bolj celovito pesem? Si za eno pesem porabila več dni, si jo napisala v trenutku, tako, kako je to izgledalo pri tebi, no? Ja. Nimam neke formule, tako nekega postopka, ki bi bil vedno enak, ampak je vedno drugače. Čist na take raznotere načine nastajajo moje pesmi, nekatere nastanejo, jih napišem v enem dihu in potem več nič ne spreminjam, čeprav to redko, se mi tudi ne zdi najboljši pristop, no. Razen če že iz prve funkcionira, seveda. Večina pa jih nastane bolj po nekem principu arhitekture, da pač napišem verze okoli neke začetne misli. In potem spletem vse drugo okoli, mogoče potem ta del pristane na začetku, v jedru, začetni del, ne, na koncu, proti izteku pesmi. Velikokrat se zgodi, da ga potem čisto zavržem, ampak je bilo nujno, da sem vseeno zapisala ti začetni del, a ne. Da je bil na listu, ja. Ja, da mi je nekako pokazal pot naprej. Tako da ja, na čisto različne načine nastajajo. Zdaj, kar se tiče pa teh likovnih posegov, so pa nekako čisto, kot rečemo, organsko nastali. Ni bila to neka racionalna odločitev, zdaj bom pa to pisala. Ja, v bistvu je spontano nastalo tako, potem pa sem za nazaj nekako zracionalizirala in videla, ok, to pa je lahko dejansko koncept in ja. Ok. Torej, kot sem prej omenila, je bila tvoja prva zbirka precej uspešna, dobila je tudi nagrado na knjižnem sejmu. A si imela kakšen pritisk potem pred izdajo druge knjige? Se ti je zdelo, da moraš pohiteti ali da kaj pa, če ta ne bo tako dobra ali pa uspešna, ali si nekako poskušala, da to malo potlačiti pa pač pustiti ustvarjanju, da dela svoje? Nominacijo je dobila, ni dobila nagrade. Nominacijo, se opravičujem, ja. Ne, nisem čutila nekega pritiska, ampak mi je to kvečjemu vse, kar se je zgodilo v sklopu prve zbirke, mi je bila vzpodbuda. Ja, na nek način ja, sem kar rabila to, ker se mi zdi, da če nimaš neke, ne vem, neke pesniške skupnosti, ne, v smislu kakšne delavnice in tako za sabo, da je mogoče, da so potem neki občutki negotovosti mogoče bolj pogosti. Tako da so mi te vse neke zunanje spodbude precej dobro dele in mi je bila, ja, spodbuda, nisem čutila kakega pritiska. Ni se mi mudilo, čeprav ni veliko časa, ne, med prvo in drugo zbirko, ampak nisem imela nobenega občutka, da se mi kam mudi. Je stvar precej dozorela, v bistvu sem jo 1 leto pila najmanj. Ja, ni bilo pritiska. Super. To je lepo slišati, ponavadi zmeraj nekako je odgovor, da je bil pritisk, tako da lepo. A trenutno ustvarjaš kaj novega? Imaš že kaj v planu ali samo tako malo ustvarjaš pa čakaš, da boš videla, če kaj se ustvari? Pišem
je ena vedno bolj konkretna datoteka. Je. Okay. Ampak si nekako ne želim, nisem še čisto prepričana, a bo to, kar delam, zadost za nek celovit koncept, za naslednjo knjigo. Tako da bom videla nekako sproti. Mogoče bo to ostalo samo na mojem računalniku, pa bom, začela, čez koliko časa pisati nekaj čist drugega, kar pa mogoče bo potem neka celovita oblika. Ne vem, bom videla. Okay. Preden te pustim, da prebereš še zadnji del, bi te vprašala, kako se tebi zdi, torej ne bi zdaj rada razpredala o tem, kako gre poeziji, in tam bi mogoče to pustila za en drug pogovor, ampak kako se tebi zdi, da bi lahko, poezijo vključili v vsakdanje življenje, da, da vsak dan preberemo kakšen vers, ali da mi poskušamo kaj sami ustvariti. Kako ti vključiš poezijo v svoj vsakdan? Zdi se mi zelo lepa stvar, če bi nam to uspelo. Kaj je tvoje mnenje glede tega? Mislim, tu lahko povem stvari iz svoje izkušnje. Seveda, ja. Ne bi pa zdaj moralizirala, kako bi vsak mogel brati poezijo, ker se zavedam, da imamo tudi ne samo eksistencialne, ampak eksistenčne pogoje, neka izhodišča čisto različna. Če te bo skrbelo, kaj boš tisti dan jedel, seveda ne bo poezija tvoja prioriteta. Tako da se zavedam, da so te stvari v določenem kontekstu stvar privilegija. Jaz skoraj vsak dan berem poezijo in bi tudi drugim priporočala, mislim, ne bi pa zdaj moralizirala, kako bo vaše življenje bolj polno in bogato, čeprav mislim, da bo. Mogoče se ne siliti, jaz ne vem, če me kdo vpraša, kaj bi mu priporočala za branje, nekako glede na neke osebnostne lastnosti in neke afinitete nasploh svetujem, pa skušam svetovati takšno pesniško zbirko kot prvo branje, preko katere dobim občutek, da ta oseba ne bo dobila odpora. Tako da ponovadi izberem nekaj bolj dostopnega, nekaj ne preveč zašifriranega. Ali pa če dobim občutek, da bi pa ravno ta neka večplastnost nekomu ugajala, bom nekaj takega priporočala. Je pa seveda tudi način, da vsak dan eno pesem prebereš, to je pa potem ta prednost kratkosti tega formata. Najlepša hvala za vse tvoje odgovore. Zdaj pa z veseljem poslušamo še zadnji del. Tok drugič. Prvič vesla. Kot deklica sem v sestrina preteče velika, lepotična znamenja na trebuhu, radovedno potapljala prst. Globoko. Ni bilo odgovora, a vlogo pogajalke je prevzela domišljija. Rjave pike vendarle niso poskočile na moj kazalec. Nisem jih pritrdila na konico puščice in jih z lokom iz ubogljive veje pred hišo izstrelila v nebo. Pozno zvečer, med rednim izgubljanjem vesel za potep v spanec, bosa, po prstih in še tiše, nisem šla na balkon in poiskala novega ozvezdja, ki naj bi zaradi mene zdaj svetilo v zlatem kristalu. Rezilo naj bi vpisalo konec piki, v sestrin trebuh včrtalo brazgotino, kot vejico, ki hrani moč vtiskovanja zaključkov. Roke še danes citirajo, tukaj sem en medklic, roke se nanašajo na figuro mame, ampak ker nisem brala pesniškega cikla, kjer to pride do izraza, moram pojasniti ta označevalec. Roke še danes citirajo pragmatični nasvet nekega dermatologa. Na vašem mestu ne bi hotel, da mi razrežejo tako majhnega otroka. Njegove besede so v novih pridotikih abstrakcije redno vstopale v moje more. Četudi sem v sestrin trebuh lahko še leta vtiskovala drobne kolovoze stopinj kazalcev, v kapsulah tišine, v sozvočju pod zvezdami,
četudi sestra naposled nikoli ni bila razrezana. Drugič, Pika ni vejica. Žival, ki letno uklešči približno 10 milijonov ljudi, gomazi po moškem delu. Divja drevesa nihajo po steklenih prostorih, po stenah vijolične pisarne. Ponorela lepotica je pod dotik skalpela zdaj spravila tebe. Zarezal je vate. Kap, globoko. Na družinskem kosilu nam pokažeš fotografije. Na ledvenem delu tvojega hrbta se je še pred dnevi razlivala kap kot pra kot kapljica lave. Iz nje je še pred dnevi kot poganjek izraščal rdeče rjavi cvet. Tretjič. Rdeči cvet je naselil medrastje, predal, kamor zlagam, razporejam manjše in velike soprisotnosti. Ko postane še posebej tesno, njegovo dno tolče, skalpelno loputa v mojih prsih. Včasih oblečem rožasto spalno haljo, posvojim babičino mantro in tako zaloputnem nazaj. Rezilo reže, dolbe, cvetu razpara steblo, mu vzame značaj in korenine, mu vpiše konec, vejico, ki bo še dolgo prisluškovala drobnostim. En sam cel svet, odmirajoči cvet. Četrtič, kopriva. Kot bilke plevela bi se zatekli vsak v svoja medzidovja, upajoč, da v zlomu dneva eden drugega ne bi oplazili kot kopriva, ker sredi tihega pokljaja v prsih nismo znali drugače. A zdaj smo lahko samo tukaj, potisnjeni v sredino naših ploščadi vsakdana, med naše steklene stene, čisto skupaj, bo lažje. Petič, odtenki lesa. Na polici nad televizijo nova stara pridobitev. Fino izklesan namizni križ. Zalotim se pri misli. K domačemu pohištvu se ne poda najbolje. Loputajoči predal znova vzdrami. Prvič si ga ne upam odmakniti. Šestič. Kako zelo in naenkrat se lahko zaprejo cvetovi. Rdeča stran. Kam se zateči s svojimi koreninami, ko se orjaški kosci razpasejo še pod zemljo. Vse, kar zabeležim, je nafta. Vrhnja plast delov telesne skorje. Čez me se razpenja težka, gosta, vnetljiva. Ko preneham govoriti, začuti omotico v svet. In še zadnja. V dlaneh topla second-hand skodelica z motivom matrioške. V ušesih pianissimo. Globlje. Iz ušesne votline skandira čebljanje votlih lesenih figuric, ki se po potrebi razdelijo na pol. Človek ne slalomira med svojo dvojno naravo. Svetel in temen volk. Gospa na televiziji pravi: katerega boš nahranil bolje, kateri bo prevladal? Človek prej živi z nekaj tisoč volkuljami, morda ženičkami, vselej v pripravljenosti, da jih potegnemo ven. Iz nekje izven, iz nekje znotraj, iz vsega vmes. Temperatura čaja je zdaj ravno tolikšna, da lahko skodelico s prsti oprime močneje, se začuti močneje.
Stisnem vršičke misli in prsti prijetno rdečijo. Vrti se mi od možnosti, razporeditev. Zato se od nekdaj vpenjam v intimna agregatna stanja. Naprimer in še najraje v tek oče. Tako oži menuet množic kategorij. Lahko si mi je zamišljati, da imajo stvari, ljudje in pojmi naravo tek očine. Naravo, ki ni dvojna, ampak je skupek tisočih. Tako v ušesa zvabim pianissimo. Od tod vso to kap skozi gladine oceanov teles, skozi vmesni prostor. Le eden med srečneži, ki je dobil čisto svojo razporeditev črk, svoj spol, medprostor, kap, ljanje lakote, nasilja, bližine tujstva, mresta grenkop in spokojnih lunic, nasmeškov, prebolevanja in vsega zataknjenega tam vmes. Torej, da bližine nikoli ne bodo dokončane in je to čisto v redu. Da so vse na vmes kaplje in da je vse na vmes vod. Čaj se ohlaja in dlani v neprekinjenih krogih primešajo valove. Oglašanje morja ob obali, trkanje valov, ob njene sipke boke, je od glasov narave najbližje resonanci človeškega dihanja. Morje, ki tleska pianissimo in zamaka vame. Ljudje, ki so me zazibali v življenje, zamakajo vame. Pesem, ki me v življenje ziba dalje, zamaka v Najlepša hvala. Hvala tebi. Torej, hvala vsem, ker ste prišli, da ste zdržali z mojim glasom in hvala, Lara, še posebej tebi. Če ima kdo še kakšno vprašanje, z veseljem, komot vprašate. Okej. Drugače pa je komot tudi Lara tukaj na voljo, če bo. Tudi če bi kdo imel knjigo, jo pri meni dobite namesto za 25 evrov po 20 evrih, pa tudi azil. Ja, tudi tukaj imamo kaplje in imamo tudi z luknjami v prepihu. Še enkrat hvala, da ste prišli in lep preostanek večera.